Dobro jutro, pozdravljam vas v novem vlogu. Oziroma, ko rečem jutro, mislim, ura je že 12, se ste prevideli, ko sem nekaj vlogala. Nisem mi še dalo urediti. Danes si moram glavo prati, imam rahlo masne lase. In učiti se moram, ker imam jutri kolokvij. Ja, danes pa sem dobila rezultate včerajšnjega kolokvija in je to zdaj prvi kolokvij letos, ki ga nisem naredila, ampak sem ga naredila za 50%, ampak ni tak bad, ker pač pri tem predmetu se 3 kolokviji seštejo in potem moraš imeti končno oceno, v bistvu vse skupaj pozitivno, koliko razumem, tako da no big deal, ampak mi je dalo vedeti, da se je treba malo bolj učiti, teda za naslednji izpit sem probala malo boljš. In to rečem, ko se še storitvenega marketinga nisem začela učiti, ki ga imam jutri. Ampak storitveni marketing mi je malo bolj jasno, saj ko smo delali naloge, sem dobila vse točke, pa profesor se rekla, sem povedala, naredila nalogo, tako da I guess I know something, tako da bomo videli. Ja, drugače pa danes je prvi dan vlogmasa. Rekli se, da bi ga radi videli, danes je bil ful dober feedback, kar mi je ful cool. Pač ful lep feedback je zadnje čase na vlogih in I'm just so surprised in zelo vesela, oziroma pač ful cute je, da ste toliko v redu in prijazni. Tako da ja, vam bom malo pokazala več mojega dneva, torej probala bom res striktno delati vsak dan in vam pač pokazati dogodivščine mojega vsakdanjega življenja. Ampak pač po najboljših močeh, da bom res čim več vključevala. Tako da, če gledate zdaj ta video, pa bi vas zanimalo kaj posebnega, eni ste že pisali, kaj bi radi videli v vlogih, ste mi že dali vprašanja, teme, vse to, ampak glede na to, da je vseeno cel mesec, mi lahko kar spodaj napišete, recimo, kaj bi radi videli. Recimo, eni ste že rekli skincare rutino, kakšne favorite, kaj kupim v trgovinah, itd. Tako da to vam bom probala čim več pokazati. Zdaj pa, ko je že ura 12, morava se s fantom odločiti, kaj bova torej danes jedla za kosilo. In pa jaz se moram učiti. To je ta moja miza. To imam še zadnjič od one pizzerije. Ne vem, zakaj pizzerije zdaj dava žigalice zraven. I don't know. Računalnik sam prižgem, tu imam zvezek, planer, učbenik za nizozemščino, ker ne vem, sem omenjala, pač moj fant se uči nizozemsko in jaz se tudi, recimo, skušam. Ja, to imam s Primarka, ki ste me spraševali, sam mislim, da se več ne prodaja. Tukaj si polnim uro, ja, tukaj so eni nohti, ki jih nimam gor clearly, ampak jih imam za kak true crime, mislim za ASMR. Teda, tu imam zdaj zapiske načaloma in pa grem se zdaj provat učiti. Preden pa se grem učiti, bom pa še preverila jist, ker sem videla, so podaljšali Black Friday do 6.12. Zaradi tega, ker nama se je vtrgala postelina in bom pogledala, če ima kakšne znižane. To vas še spomnim, preden se grem učiti. Na Instagramu sem objavila nagradno igro z polaroidno kamero, ki sem vam jo kazala v enem izmed prejšnjih vlogov. In vse, kar morate narediti, je, da me followate, pa da s komentar napišete, zakaj si jo želite oziroma zakaj bi jo uporabili, pa da nekoga označite. To pa je vse. Bom vam linkala spodaj moj profil za Instagram, če želite sodelovati, ker vem, da eni gledajte, mene sledite, pa pač ne spremljate na splošno, teda sam, da vam omenim. Ajde, tisti tam, če ga vidite. Gli sem dobila rezultat pri RMS-u, ki smo ga mogli oddati prejšnji teden. In sem dobila 3 točke, kar pomeni, da je bil plus. In sem dobila pač vse, ja. Kar tako smešno, ker dansko vse naloge, ki sem jih oddala letos, sem dobila vse točke. Neko pač izpiti.
Se jih naredim, sam niso glih najbolj briljantne ocene. Lani sem definitivno mislim, da imela boljš. Zdaj še greva v trgovino. Pa se res začne učiti. Ne hitam se, ampak zdaj sem si vse zapiske odprla, jih malo na hitro pogledala. Ura je pa 1:15 minut. Greva v trgovino, pol bi mogla pa še kuhati. Oziroma po mojem bo pač fanceno vse pripravo načeloma. Jaz sem pa sam pol dokončala, ko ima jedla pire krompir, pa nekaj zraven, ne vem, malo nuggetsa, pa bom naredila špinačo, pa hrenovke maybe. Ampak bom videla, kaj se bo odločila, kaj bi hotel jesti. Pa bom vam pokazala, ko to kuham. Ugotovila sem pa, da imam verjetno spet vnetje bezgavk v želodcu. Sicer tega dansko zdaj že nisem imela kar dolgo. Nazadnje so me ciste matrale, ampak zdaj se misli, da imam vnetje bezgavk, ali pa imam spet cisto. Ne vem, če slučajno je kdajkoli gleda, bom moče malo o tem govorila, ampak meni se doskrat naredijo ciste na jajčniku, malo pred menstruacijo in boli kar fejst. Zdaj pa bolita pač obe strani, teda ali so se mi naredijo cisti na obeh jajčnikih, ali pa imam vnete bezgavke. Ampak pač pri tem ne moraš čist nič glih pomagati, sem se tudi pogovarjala z zdravnico, ker zdaj recimo vse druga je načeloma ok z mano. Vročino sem imela, se pravi, največ 37,5, narasla mi načeloma nekak ni, ampak sem se pač slabo počutila, pa trebuh me je bolel pa to. Oziroma niti ne pohranjam, pač tako boli me skozi tukaj. Tako da ja, je po mojem to. Sem še na hitrco sam prepakirala moj potni list in sem ga dala v torbo, s katero greva zdaj v trgovino. Zaradi tega, ker včasih je me bilo čisto eno, imam osebno, ne, pač mislim, načeloma sem vedno imela vsaj en list potni oziroma pač neki dokument, medtem kot zdaj voznička mi je potekla, pa osebno mi je potekla in imam sam pasoše. In pač zdaj moram to poleg nositi, zaradi tega, ker zdaj v času tem me najbolj strah me je kdo zaustavil, zaradi tega, ker vseeno na mojem potnem listu piše, da sem zrušil oziroma da sem pač od tistega dela, kar pomeni, da bo hoteli dokazilo, zakaj sem v Ljubljani, kar se imam, pač jaz živim v Ljubljani, teda mislim, imam najem, teda ni bad. Ampak vseeno sem sam tako vzamem zraven, zaradi tega, ker zdaj, če nimaš potnega lista, mojem, če te ostavijo, pa če, I don't know. Je pač boli vetornat, en folk misli, da ti ne rabiš dati policajo, osebno, ja, moraš mu dati. Pač ponavadi, ko te policaj ostavi, mene še sicer niso, ampak te pač vprašajo, da se identificiraš, ne, da si pač dokumentiran. Imaš dokumente. Tako da, imam to zraven, zaradi tega, ker mislim, da ti je dal kazen. Po mojem sicer ful ne komplicirali, sem zdaj v času korone, pa po mojem je to malo bolj strogo. A te cuka? Ok, no torej sem v trgovini in sem kupila tortilje, ker nama jih je zmanjkalo. Kupila smo rogljičke, zaradi tega, ker malo so oni zračni cvrtnika, kako se reče, teda bova naredila rogljičke lahko za zajtrk. Kupila smo eno navadno barilo boloneze, pač to je ona, ko res se ti ne da nič kuhati, sam vržeš barilo in je to to. Egota sva vzela in to je vse, kar je v moji torbi. Zdaj vam še pokažem od Fanta torbo. Tako da čakajte zdaj, da jaz to zdevam. Tile mlečni riži za zajtrk tudi, ker so ful dobri. Malo te kapalete, se mi zdi, da. Jaz se zdaj skušam navaditi hrano, mislim to jest, tako da I'm expanding my horizon. Pol sva vzela mleka brez laktoze, ker pač ne nagli dobro prenašava laktozo. Sicer eni od naj od tega ne priznajo in se že zdaj kremijo za kamero. Ja, se smeja. Potem imamo te egote, te imam jaz ful rada. Potem imam D-vitamin, ker mi je dejansko kapsul zmanjkalo. In pa to je to od mleka. In zadnja je tale. Prvo, kaj imamo noter, je tale adventni kalendar. Sem si malo privoščila, bova tega odpirali na videih, tako da bo tega pol videli. En tale je za mojega fanta in ne, nisem toliko čip, da sem od tega kupila, sam
Itak bo jedel onega, pol pa je hotel še tega navadnega. In zdaj se spet stoji, mirno moraš kamero držati. Cutek. Potem sva vzela Čokopopse. Ja, picture of health we are, yes. Kak vi temu rečete? Ker jaz sem rekla lunice, on pa je rekel školkice. In ne vem, v kakvem smislu bi bila to školka. Prej so lunice, ampak Pol mava za snakat, to so burek, ki se ga tudi privajam jesti. In to je v bistvu potem to. Zdaj sem se prav jokala od smeha, zaradi tega, ker sem vam rekla, gremo mi da v trgovino za kosilo, ne? Po krompir. In kaj mi ga nisva kupila? Krompir! Tako da ja, zdaj, ko nisva kupila krompira, bova jedla te bureke, pa jaz bom ego, oziroma babova ego zraven pila, teda danes pač ali bova imela malo večjo večerjo, kot kao na kosilo fora, ali pa pač nič, ker tudi za zajtrk nisva glih nič kaj jedla. Vem, da sem to vam že zadnjič govorila, ampak ja, zdaj je torej čas za Designated Survivor, medtem ko jeva, sva že na drugi sezoni in oh my god, pač prejšnjo, če gledate, pač oh my god, ne more sva. Ok, tu je zdaj torej tale adventni kalendar. Dejansko imate tudi nekje narisano, mislim, da je spodaj ali nekje, se zdaj spet ne najdem. Ker načeloma ti nekje kaže, kaj vse je noter. Mislim, da sem že bek vrgla list, teda se bomo pustili presenetiti. Zdaj moram samo poiskati. Aha, tukaj je. Ok. Wow. Kaj pa je to? Ok. Torej, tole pa je čokoladica. Ta-ta! Kljub temu, da sem večino časa bolana, ko imam kakaj izpite ali pa teste, še kar nisem navadila. In se mi tako ne da, res sem še imela vročino, ampak se pravi, imela sem Exal 34, to da ni bad, ampak prestavljam se na posteljo. Ne vem, če je to najboljša ideja, ampak jaz sem se tako odločila. Zaradi tega, ker sem si zdaj shranila zapiske na PDF, pa bom jih v tablici na iPadu še malo podčrtovala, pa risala okoli njih, zgubljala čas. Tako da ja, zdaj sem si dala zapiske sam sem. Me sprašujete, katero aplikacijo uporabljam za zapiske. To je GoodNotes in ja, se upravlja zapiske. Ponavadi si noter importam pol pač PDF file in pol samo pač, ne vem, dopisujem ali pa z tem highlighterom pač označujem zadeve in pol pač sam izbrišeš te stvari in ko si konec lahko tudi pač eksportaš celoten file spet nazaj v PDF, tako imaš tudi na računalniku recimo ali kaj takega, ker zaenkrat še GoodNotes ni na računalnikih, je pa na telefonu, tako da se vam sinka pač vse posod in imate identičen file posod. Ne vem, kaj z mojo kožo, maybe it's my PMS, ampak pač tam me ful boli tu. Fotokrat se mi zgodila, se proti večeru počutim slabše, kot se zjutraj. Drugače pa zdaj je ura 7:30 zvečer. Oh my god, Luka! Piše, da bi naj ob 11 bilo 40% možnost snega. Kaj da? Da je 40% možnost snega ob 11 zvečer. Ok, torej zdaj sem gotovila, da naj bi danes mogoče snežilo, oziroma da je 40% možnost, da sneži. In mi je ful bad, da je zdaj ta policijska ura, ker če bi dansko bil sneg, bi ja šla ven na oni prvi sneg. Ampak če bo snežilo, sem definitivno preko okna nagnila in ujela sneg, ker jaz imam ful rada to. Ja, no, zdaj pa je ura že v bistvu 7:30 in bomo verjetno zdaj naredila še nekaj za jest, ker se pravim, prej sva jedla tiste bureke. In je čas tudi za večerjo oziroma kosilo / večerjo. Lepi klicaj sem si naredila, pač tako se mi ne da. Torej, zdaj je čas za večerjo, tortellini oziroma kakorkoli se to imenuje. In pa zraven kisla smetana, pa seveda Designated Survivor. Ja.
današnji vlog bom tukaj zaključila, zaradi tega, ker je ura že 10:30 in bom šla malo spat, ker se moram jutri o 5. stati, ker imam izpit oziroma kolokvij. Ampak boste itak se videli jutri. Zdaj že editam. In ja, upam, da bom tudi naslednje dni imela dovolj materijala, da bo mi vlog normalno šel skozi. Tako da hvala, ste gledali in pa se vidimo jutri 2. decembra v novem vlogmasu, oziroma vi boste gledali jutri današnji dan, tako da, ja. Adijo!